Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Lepo pozdravljeni na novinarski konferenci po današnjih pogajanjih. Z nami sta minister za zdravje Danijel Bešič-Loredan in ministrica za javno upravo Tanja Ajanović-Hovnik. Najprej besedo predajem ministru Bešič-Loredanu. Izvolite. Hvala, lep pozdrav v mojem imenu. Što sam razmišljamo kako mi Katarina Špetak? Ker to je nišni vremeni. Sam ni za ministra, ja. No, to je bilo, ne znam. A da je boljši. Krasno, hvala. Evo, nič. Pozdrav še enkrat. Tehnične težave. Nič. Danes je vladna stran zaključila pogajanja, sindikati, podpisniki kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike, brez jasnega epiloga. Zakaj smo jih danes zaključili? Zato, ker pričakujemo lahko že prvega, oziroma v najhitrejšem možnem času, sprejem vladnih izhodišč za novo skrbo za zdravstvo, kateremu smo povabili seveda vse sindikate v zdravstvu kot celota. Vlada razume v bistvu zdravstvo kot celota in želimo reševati težave sistemsko. Pogajanja, ki so tekla, so bila s precej nihanji. Danes zjutraj, oziroma dopoldne nam je Fides poslal njihov predlog. Predlog je zvišanje vsem zdravnikom za 5 plačnih razredov plus en že dogovorjen razred z 1. aprilom, torej vsem zdravnikom za 6. Vladni predlog je bil pred današnjimi pogajanji, da dvigujemo plače seveda selektivno, pa morda je izraz dvig plače napačen. Pogajanja so tekla v luči delnega obliža, če temu tako rečemo, tistemu, kar se je zgodilo novembra lani. Z odprtimi kartami smo se pogovarjali z vsemi sindikati in se bomo tudi jutri še sindikati zdravstva in socialnega varstva. Strani sindikatov, ki sodelujejo tudi pri jutrišnjih pogajanjih, bomo najverjetneje sprejeli končno odločitev jutri. Sindikat Fides se z vladnim predlogom ni strinjal, epiloga nismo danes dorekli. Kar se vladne strani tiče, je bil vladni končni predlog 4 plus 1, torej 5 plačnih razredov vsem zdravnikom do zdravnikov v skupini 57 plačni razred. Tam je vlada ponudila že itak dogovorjeno odpravo stropa s 1.4. En razred, ki je že dogovorjen, dodali smo še en razred, torej 1 plus 1, 2 plačna razreda. To smo tudi objektivizirali smo s povprečnimi plačami, z razlikami z zdravstvom kot celota in vladna stran je tudi dejstvo argumentirala, da pravzaprav smo znotraj okvirja mase plač, ki je v tem trenutku na razpolago za to, da odpravimo nesorazmerje in tisto, kar se je zgodilo novembra lani. Vlada se zaveda, da nesorazmerje odpraviti v obstoječem plačnem sistemu ne moremo. Ta ponudba, če rečem 4 plus 1, 4 plus 1, 1 plus 1, seveda ostaja na mizi, bomo videli, kako bodo jutri ostali sindikati, ki so podpisniki kolektivne pogodbe zdravstva za zdravnike in zobozdravnike, odreagirali na kakšno njihovo končno stališče. Jutri bomo na enak način zaključili tudi pogajanje sindikatov zdravstva in socialnega varstva, tako da predvsem za tisto, kar se mora zgoditi v plačnih skupinah F2, F4, F1 in F2. Vlada ponudbo seveda
pušča na mizi, ponudba ni selektivna, smo popolnoma nič se dotaknili, niti dodatkov, niti sistema takega, kot je. Odkrito smo se pogovarjali in vlada odkrito igra z odprtimi kartami. Kar se tiče sistema, mogoče samo še to, karkoli se bo dogajalo naprej, vedno gre za kombinacijo za zdravstveni steber in steber socialnega varstva, ker je to enota. V bistvu so udeležena 4 ministrstva, MDDSZ, MJU, MZ in MF. Vedno je v sinergiji z MF-jem, vlada je na tej točki enotna, tako da mogoče, kar se sistema tiče, bi predal besedo ministrici. Hvala, minister, izvolite. Hvala lepa. Torej, tako kot je minister že povedal, ves čas od junija naprej se pogajamo zelo odkrito, zelo jasno, v bistvu še predno smo nastopili to vlado, smo tudi v predvolilnem obdobju napovedovali, da je potrebno korenito poseči v sistem plač, odkar smo na teh položajih v bistvu še bolj ugotavljamo, da je temu res tako, da je sistem plač bil v preteklih letih z parcialnimi posegi in s tem, kar se dogaja na tem področju, nepovratno uničen. Zato smo na pogajanje sindikacij javnega sektorja pristopili v bistvu dvofazno. Prva faza je bila predvsem mišljena naslavljanje inflacije, naslavljanje draginje, naslavljanje najšibkejših v celotnem javnem sektorju. Takrat smo vsem javnim uslužbencem povišali plače za 4,5%, v bistvu prvič po letu 2000 točki dogovora, da bodo realizirani v vsem tem vmesnem času vsi v preteklosti podpisani sklenjeni dogovori s preteklimi vladami. Eden teh dogovorov je dogovor, ki je bil sklenjen novembra z zdravstvenim in socialnim varstvom in je bil realiziran samo delno. Takrat so se v delu zdravstva in socialnega varstva plače dvignile. V drugih točkah, v tretji točki iz tega dogovora je napotoval, da se je potrebno uskladiti, kako še v ostalem delu zdravstva in socialnega varstva na kakšen način uskladiti, torej s tistim dvigom plače naprej. To vse je predstavljalo 611 milijonski paket, ki smo ga namenili za plače v javnem sektorju za leto 2022-2023. Torej celotni dogovor, ki smo ga podpisali v oktobru, je predvideval tudi realizacijo vseh preteklih dogovorov. Del te realizacije preteklih dogovorov predstavlja tudi novembrski dogovor in takrat smo predvideli, ki pa so tudi že načrtovane in napovedane in za katere so se vsi sindikati javnega sektorja tudi zavezali. Torej, na mizi imajo zvišanje plač, torej ne obratno, nobenega nižanja, nikomu se nič ne jemlje, osnovne plače se dvigujejo za 20%. Predlagamo dvig od 2 do 5 plačnih razredov, kar ni zanemarljivo in najbolj pomembno. Ves čas govorimo, da želimo v spredje postaviti mlade zdravnike in ponudba, ki je na mizi, naslavlja prav mlade zdravnike oziroma zdravnike, ki so bolj na začetku svoje poti, ker kot smo ocenili in ko smo tudi podatke primerjali, minister je nekaj o tem tudi že govoril, o povprečnih plačah, o povprečnih obremenitvah tudi zdravnikov, ugotavljamo, da dejansko te plačne tiste, ki ta skupina zdravnikov je tiste, ki je prioritetno nujno potrebno nasloviti tudi v luči tega, da javno zdravstvo ohranimo javno.